Na vrsti so vaše vprašanja. Mene zanima tisto obisk kriminalistov. Menda, ko ste zapisali sporočili za javnost, da so šol obiskali tudi kriminalisti. So me res? Pač v petek je res odeknila ta novica, ne samo iz našega sporočila za javnost, ampak je že zjutraj žurnal zapisal, da so na šolstvu kriminalisti. In po mojih neuradnih informacijah kriminalistov tam ni bilo, so pa nekako napovedali svoj prihod, da bi v pogledu to pogodbo in pisali so jim, na šolstvu so pisali, torej kriminalisti, da želijo vse to videti in tudi ŠOS naj bi jim nekaj dokumentov že pošiljal po pošti. Gre za dokumente o pogodbi? Ja, o pogodbi in tako naprej. Ampak ne vem, če so to pogodbo tem kriminalistom predali. Če so vse neuradne informacije, ki jih zdaj z vami delim, ki sem jih jaz uspel čez vikend pridobiti s strani ožjih krogov blizu ŠOS-a. Jaz sem Televizija Slovenija, naj bi pa informacijska pooblaščenka zaradi teh domnevno spornih stvari v zvezi z osebnimi podatki prišla tja. Mislim, veste kaj o tem? Ja. Zakaj? Študent Teološke fakultete v Ljubljani, Primož Vavpotič, je tudi naš član, namestnik generalnega sekretarja Mlade Slovenije, je lanskega decembra vložil prijavo. Namreč najprej je zahteval od Študentske organizacije Slovenije, da mu dovoli pogled v pogodbo ter v omenjene raziskave, ankete, s katerimi ŠOS ne razpolaga. ŠOS je to zavrnil, da pogleda ne bo dovolil, na kar je Primož Vavpotič se odločil, da bo to prijavil informacijski pooblaščenki in informacijska pooblaščenka od takrat naprej terja Študentsko organizacijo Slovenije za pogled v omenjene dokumente. In po vaših podatkih so jo omogočili ta pogled ali ne? Zdaj glede na sklep, ki ste ga prej prebrali. Ja, po mojih podatkih so jih delno omogočili, ne? Delno pa ne. Ampak, ukoliko bo plačal kazen, lahko predvidevamo, da bo nekdo se odločil, da bo jutri ponovno želel nek študent pogled, pa jim bo informacijska pooblaščenka ponovno naložila kazen. Študentska organizacija Slovenije bo tako rekoč lahko plačevala samo kazen informacijski pooblaščenki iz naslova študentskega denarja. Ne, študenti se take organizacije ne zaslužimo. Dejansko ne. Študentska organizacija Slovenije že vrsto let dokazuje, da ni stanovska organizacija Slovenije in velja razmisliti o spremembi zakona o skupnosti študentov. Poglejte, kaj se dogaja zdaj pri izbiri novega vodstva ŠOS-a. Med sabo se kregajo razprtije v vseh študentskih organizacijah, ljudje ali imajo status ali nimajo statusa. Na ŠOU Primorska se dogaja dejansko kriminal. V Ljubljani smo bili priča nakupu nepremičnin, premičnin, podkupninam in tako naprej. Ne. Nič pa ni nikjer, kaj dobrega naredi ta organizacija za študentke in študente. In poslanke in poslanci imajo možnost, ne, da spremenijo zakon o skupnosti študentov. In obžalujem, da v zakonu o malem delu ni napisano sledeče, da se študentske organizacije Slovenije odzame ves denar iz naslova študentskega dela in da se študentska organizacija Slovenije prijavlja na razpise, tako kot se morajo vse druge organizacije prijavljati na evropske, vladne in nevladne razpise in tako naprej. Kot se moramo tudi vse ostale mladinske organizacije prijaviti svoje projekte na razpise. Ampak je bil minister Svetlik le toliko uvideven, da je študentska organizacija Slovenije še vedno pustil 2% pa pol sredstev naslova študentskega dela iz koncesijske dajatve. Še kakšno vprašanje? Ok. Hvala vam, ki ste prišli. Če rabite še kaj, pa neuradno, pa vse.